Dobro jutro. Sonček je glih kar pritisnil. Ravno kar sem ga dobil v čebulo, sem ga prav čakal. Sem rekel, zdaj ga bom, minutko preden bo priletel, ga bom stisnil rekord. No pa sem zamudil glih 30 sekund. Ampak nima veze. Dobro jutro. Jaz sem si dal tole tuto na glavo, zaradi tega, ker tudi na Primorskem je zjutraj tik preden se začne daniti najhladneje. Tako da, najtemneje in najhladneje je tik pred zoro, pred jutranjim svitom ali kako že. O ogledalih sem govoril, sem rekel, da bomo naredili temo in kaj ni ta naš dragi univerzum poskrbel, da bi vam jaz pravzaprav mogel tam govoriti in meni pripelje točno tole pesmico, ki se vrti v ozadju, ker mi v življenju, če se hočemo kaj, bom dal pa zdaj v refrenu gre še enkrat. I'll be your nightmare mirror. Torej, jaz bom tvoje ogledalo iz nočnih sanj, iz nočne more. Kakšen sonček, dobro jutro ti, fant moj dragi zlati, ker mi smo sonce. Ti poslušaj, da grem na ogledala nazaj, ali pa se vrnem na ogledala. Jaz nisem vedel, da je dihanje tako zelo pomembna stvar, mislim, da bom kdaj koga učil, kako se diha. Jaz sem se malo norca delal z ljudi, ki učijo dihalne vaje. Mislim, da halo, pa sej, če nisem jaz spet pretih. Dajte mi sem sekundico, jaz moram zmer to preveriti. Pa da sem settings, da nisem spet prepotiham. Sorry. Jaz moram zmer to pogledati. Shit, pa tako sem se pripravljal, dovolj sem na glas. Ok, sorry. Zmer moram preveriti, veš, ker pomi pa ful hudo, ki je pol ure posnetka, pa potiham. Sedaj smo če dalje boljši, ne? Učim se sprot. Da bom mogel koga učiti dihati. Norca sem se delal z ljudi, ki učijo dihalne vaje, pa halo, pa sej sem zadihal prvič pred 44 leti, zastopaš, kaj ne, zdaj smo pa učili dihati. Vse dihamo, ne? Pa očitno ni glih tako, pa jaz te dihalnih vaj nikoli nisem šel za zares. Mene sem enkrat en izmed učiteljev, če tako reči, ker je bil moj učitelj, mislim, ogromno znanja mi je predal, tudi zdaj se ga čedalje več stvari spomnim, kaj so se takrat pogovarjala. Srečala so se pa spet na ključ, ker sem jaz njemu nekaj pisal, pa nekaj snemal, pa tako, ker sem bil bolj računalniško pismen, a ne. Skratka, on je meni povedal, da imamo mi pljuča od prepone pa do tle gor, pazi. In zdaj probajte z mano narediti ta vdih, pazi zdaj to. Zdaj pa ven, mi pihamo, še pihamo, čist bomo spreznili pljuča. Še enot, še malo enot, ki smeš kukar moreš, še malo daš, še enot, nijo malo, še, kar daj, še stisneš. Kadar spraznemo čist mišičke, lahko pride noter nova stvar. Dihanje na tak način, da se nafilaš, kolikor se moraš, pa izpraznaš, kolikor se moraš, v bistvu spodbuja povzročanje DMT-ja, dimetiltriptamin, to pa pinalna žleza. Tako da dihanje je v bistvu narkotik, bi rekli satanisti, ampak ni, malo psihadelična je ta stvar. Odpira pot k sanjam, ni psihadelična, ampak k sanjam, odpira nas v naš svet, v svet sebe, glede na to, da smo bitja svetlobe. Mislim, da je notor, mi smo energy, mi smo duša, mi smo svetloba, dajmo to tako reči. Ful je teh nekih izrazov, ta svetloba, mi smo del tega. Na svetu si, zato ker ti si sonce, se že ponavljam, ker je stara lajna. Tako da dajmo razumeti tak vdih, kadar se spomnite, sej ni treba zdaj pa se iti tega kar v eno, ampak je pa super vsake kvatre čist spucati vse ven, pa pol nafrišno vse noter, ne? Kaj bajto, moš vsake kvatre dati vse ven, pa vse not, ne? Kaj avto, ki ga pucaš, moš vse ven, posesati, pa nazaj not. Tako da iz tega naslova je to fajn.
Dobro, da se vrnem na naša ogledala. Jaz sem rekel, da je zelo pomembno, da vidimo mi sebe, kdo smo, kaj smo in kaj počnemo v življenju. Mar ne, valjda. Ker če ti vidiš, da delaš napake, bi bilo super, da jih vidiš, pa pol jih tudi popraviš. Napake. Da delaš napake v obnašanju. V obnašanju, kaj so zdaj napake v obnašanju, ne? Vezane so tudi pravzaprav na spoštovanje, ne? Če se, nekaj se svetlika, a ja, v kamero se svetli. Jo. Da ti vidiš recimo, a komu skačeš v besedo. To je ful super, če ti sam pri sebi zaznaš. Da v bistvu zaznaš, a kaj pametnega poveš, ali trosiš prazno slamo. Ali v bistvu nadaljuješ debato, da je konstruktivna, ali v bistvu zmeraj pripelješ to debato, ki jo ne razumeš, na svoj mlin, pa po svojem mlinu goniš. Ali recimo, ko imaš telefonski pogovor, se umakneš, kadar prideš za mizo, ne, zazvonite telefon in kličete nekdo tak, nič posebej super pomemben in ti dvigneš telefon in ja, živjo, ja, ti, ja, fajn, ja, tle sem, ja, na Bohinju smo šli malo pogledat, fajn. Tle pa miza sedi, veš, in ti zdaj govoriš s tem. In ta miza se ne more pogovarjati, ker je vljudna do tebe, ne. Ti pa, torej trije so tiho zaradi tega, ker ti govoriš po telefonu. To je, zdaj sem jaz opisal delovanje narcisa, a ne. Normalen človek se ne meni po telefonu za mizo, niti ne štrca po telefonu za mizo, ker se nekako preda komunikaciji sogovornika, s katerim se nahaja, ne. Se pa ja dubu, pa še koštala bo stvar, ne, konec koncu, če se dobiš na pijači. Ali pa če se dobiš konec koncu pa na bregu jezera, pa gledaš vodico s tem človekom, je fajn, če sta skupaj pa kakšno rečeta, kakšno konstruktivno, malo eno drugemu in tako. Ne zdaj o Jožetu, kaj je naredil, pa kako ti je Frančka všeč, pa kako je zdaj ne vem kaj. Ampak v kontekstu, kje smo, kaj se nahajamo, ipak je vojna, ipak bolijo te neke stvari noter, kako češ to zdaj dati ven in tako. Skratka, bom rekel, to spoštovanje do sogovornika je ful pomembno. Ne? Zdaj je super, če se človek vidi, kaj počne, ne? In kaj se dogaja. Narcis, jaz ful ne bi rad bil obsojevalen, da bi obsojal, kdo je narcis, pa kdo ni. Jaz zaznam narcistično obnašanje in ne morem čez njega in ga ne dopuščam. V svoji bližini pač ne. In me tudi, kadar se pride do tega, mene ziritira. Tako da v bistvu jaz že, brez da se pretirano poglabljam, sem pogledam, a sem ziritiran ali ne, in vem, da imam opravka z delovanjem nepravilnim, narcističnim. No, se pravim, še enkrat, vsem vse oproščeno, dobro vsem vse, pa želim, da gremo vsi naprej, čeprav nekateri najbolj ne bodo mogli iti. Ok, in zdaj jaz si znam postaviti špegu, pa se kdaj kaj vprašam, ali pa je to del vzgoje. Mnogo ljudi pa nima občutka, oziroma se ne zna opaziti, kaj počne. Narcistično deluje. Zakaj ne? Narcis ne želi sebe videti. Ne zna on sam sebi postaviti špegla. Ne? Zdaj, kako si postaviti špegel, ne boste verjeli, sem dostikrat prebral, poglej se v ogledalo, postavi si svoje ogledalo, ne? In jaz sem dejansko stal pred ogledalom in se gledal. V oči noter. Tako, kaj je zdaj model, kaj vam je zdaj nagruntala, pa sem se tako sam s sabo pogovarjal, ne? Niso tu ta ogledala, ampak da zaznaš svoje obnašanje, svoje delovanje. Ok, in narcis si ga ne zna dati in zaradi tega on ne neha. Ne? Zaradi tega on nikoli ne neha biti narcis, ker ne zna zaznati, kaj on sploh počne, kdo sploh je, kako sploh pravzaprav deluje v družbi, v kateri se nahaja, v svoji okolici. In zdaj smo se mi znajdli v eni točki, ne, če recimo to razumemo, da se narcis sam sebe ne zna videti, je pred nami, ki se znamo videti, ena zelo pomembna naloga. Kako sem začel s komadom? I'll be your nightmare mirror. Torej, jaz bom tvoje ogledalo iz nočne more. Narcisom je potrebno postaviti ogledalo.
In mi smo tisti, ki ga bomo mogli postavljati. Ojoj, še za to bom jaz mogel skrbeti. Ojoj. Ja, v bistvu je pa težko. Ti narcisu pokažeš ogledalo, vendar on noče videti tega odseva. Ne? On noče zagledati noter sebe. Pa dajmo primer. Ti narcisu pokažeš 10 točk, tak, delovanje narcisa in on reče, ja, to so narcisi, ti, barabe ene. Ne? On prepozna narcisa v drugi osebi. Sebe pa ne vidi v teh 10 točkah, se zastopa. In zdaj ti narcisu moraš povedati. In on seveda povedati moraš reči, pa daj pa stari, pa daj poberi se s tem telefonom, pizda stran od mize, jebem ti, pa kaj si ti normalen, bejš kemen, ti zarop. In ti narcis debelo pogleda, pa kaj si ti zoperen? Pa kakšen sem jaz zoperen, odpej se mi stran, zmej se pa prid pol nazaj, tle z nami se pogovarjati, kaj sem že tle mislil, kaj mene briga, kaj se ti s Fransko pogovarjaš, pa z Jožico se vsem kurac. Sorry, se grdo izražam. Ne, sproščeno se izražam, ni to nič grdo. Kaj? Mislim. In narcis postane užaljen. To je naslednji korak narcisa. On je užaljen, zakaj si ti njemu rekel, da ni prav naredil. Ne moš ti njega učiti, se ima pa že ne vem koliko let. Ni toliko star kot ti, se mi bil zdaj od včeraj. Se ni on otrok, neveden. Ja. Obnaša se tako kot 3-letni otrok. Ne? Nič ga ne moš ti njega. Ojej. In zdaj bomo mi tisti, ki bomo mogli nastaviti ogledalo. In zdaj narcisu ti pokažeš ogledalo prvič. In naslednjič ništa bolje. Moš postaviti drugič. In naslednjič nič bolje. In ti moš uboliti, če hočeš ti narcisu pomagati. Zdaj pa pazi, to ni enostavno. Ti v bistvu, ti si tisti v njegovih očeh, si ti grd. Ti si grd v njegovih očeh. Kaj mi govoriš? Ja, dio mio. In mi z dušo in srcem res težko gotamo, da smo grdi do nekoga. Pa nočem biti grd, jaz bi rad, da ti te stvari že štekaš, ne da te moram jaz učiti. Biti v družbi, spoštljiv. Ko so to za nefore? In to je tisti del, ki je po mojem najtežji. Po mojem. Ker jaz bi rad nasploh ljudem pomagal razložiti pa razumeti. Ful bi želel, če bi meni kdo razlagal na tak način, ko sem prehajal, pa ga ni bilo dalcega. Jaz sem se ukvarjal sam s sabo, pa še z narcisi, ko so me prepričevali, da imam jaz vse narobe. Jojej. No, skratka, mi bomo... Težko je biti učitelj zdaj nekemu človeku, ki v bistvu je osnovna stopnja 3-4-letnega otroka, mislim, kar se obnašanja tiče, razumevanja v kontekstu, razumem, da mi češ dobro, pa da me nočeš prizadeti, ampak me popravljaš v stvarih, ki so moja napaka ali pa napačno delovanje, torej sem narcis, stari, sorry. Sej narcistično delovanje, pa sej smo mi vsi bili zapeljani tja, sej nismo vedeli, sej koncu tudi jaz sem se v nekih momentih, v obdobju nazaj tudi obnašal narcistično, pa ta ego sem imel, jaz tonc, hud, ka popr, ne. Sej precej toncov ima ta tik, ali kaj se že temu reče, to lastnost, ne. Škoda, preveč, ampak kul smo, ipak pa smo malo posebni, to pa ja. Pa dragi tonci, ne vsi, nekateri sem rekel. Jaz sem tle z ogledali hotel priti na en dober zapis, ki mi ga je poslal kako se temu reče, bom rekel nekdo iz naših iz naše branže, ne. Čakaj, zdaj ga moram pa najti, veš, ker ne vem, kam sem ga že čas, aha, evo ga že imam. Lej, pazi zdaj. Ko smo gledali mi filme o vampirjih, vampirji obstajajo, ja, ampak ne taki, kot so jih v filmih prikazovali. Zares pa pijejo, oni nam res pijejo vampirji, oziroma narcisi nam pijejo kri, oziroma energy, no, sej, energija je, kri je življenjska energija, kaj ni? Pijejo seveda oni še druge vrste energije. Kaj je značilno za vampirje? Pijejo kri in ne vidi se njihove podobe v ogledalu. Na tem mestu pa pride do zanimive primerjave med narcisi in vampirji. Zakaj se narcisi ne morejo oziroma se zelo težko spremenijo? Pri
prispodoba. Če se hočeš spremeniti, se moraš najprej pogledati v ogledalo. Že tle pa nastane za narcise problem, ker ne vidijo svojega odseva v ogledalu. Malo filmsko, ampak zanimivo, a ne? No, kaj pa če vse res? Hvala ti, že veš, eden izmed naročnikov. Nima veze, super, jaz sem rekel, dajmo si zgodbe deliti, dajmo si jih potaljati, to je eno tako razmišljanje. The best! To je na našem zelniku zraslo, štekate, to nam ni govoril Plato pa Nikola Tesla, pa to so od zdaj, od nas, od tega časa, od tega obdobja. In bom ful vesel, če se vam kaj takega poraja, da si podelimo, master idea, Blaža v štartu, tako da dajte sodelovati, zato so tudi live ob nedeljah, da skupaj mozgamo, ne, da jaz sem tle, kakšen lep sonček, the best. Tudi na Primorskem že malo piha, nisem burica, piha tak mrzel vetrček, ampak ko se pomirije, pa top. No pa zdaj, kaj smo, na 22. septembra, še za tiste, ki boste to gledali kasneje, a ne. Ogledala, torej, zdaj bomo pa mi tisti, ki bomo ljudem mogli pokazati, kakšni so, dati njihova ogledala in mi bomo njihova ogledala iz nočne more. Pokazali jim bomo, kdo so oni. Žal se bodo mogli na tak način srečati sami s sabo, ker do zdaj sami se niso, ker ne vidijo podobe v ogledalu. In jim bomo mi mogli dati to. Ja, zastopite. In to ni enostavno, res ne. Tudi, mislim, zame ni, no, ker empat zelo težko je komu na tak način razlaga. Ampak drugače ne gre. Z lopato po križu. Trsk se boš že navadil. Kaj sem jaz hotel od tle še iti? Videti sebe, videti realnega sebe. To je prav. Ker se ljudje niso hoteli videti samega sebe v realnosti, v realnem ogledalu, so si zato narisali masko. In so se identificirali, kdo so. In ljudje so maske morali nositi. Zdaj govorim so, zaradi tega, ker jaz sem te identitete, lastne, egote, že odstranil iz svojega lajfa, ker je ful lažje, drugače. Ker če imaš masko na sebi, pa moraš to masko vzdrževati, kaj pa drugega. Moraš popraviti to masko vsak dan znova. In v bistvu ti gledaš to masko, kako je lepa in jo tudi popravljaš. Tvoj ego popravlja tvoj izgled na ven. Moram biti še malo bolj prijazna, ne? Pa pol ne smem kar tako uletati v bajto, ampak moram potrkati. Živja. Pa če pridem praznih rok, nimam take moči, da bi pila. Ne, zdaj imam neko osebo v glavi. Zato je ženska. Nima veze. Se pravi, moram pa nesti še nekaj s sabo, pa lahko bolj pijem energijo od tega empata. Super, če rečem, le, kaj imam zate, ne? Ti posluši, kako pa tam, dej pober se mi s tem, kar imaš v roki, ker se mi ne da zdaj s tem ukvarjati. Pokažem pa si, dej odpelj se mi s tem, prav. Na blokah ti dajo direkt v roke, ko greš v blok, ti pa še direkt vzamejo z rok. In oni si rišejo to maskico, ne? Kdo sem jaz, prijazna, kaj prinesem, tako imam zmeri frizurco spredenjeno, to oblekco, pa to moram dati gor, pa veš kaj, moram tudi ful ga moram kaj vprašati od kuharije, on ful rad kuha, pa ga bom tle malo pomasirala, pa mi bo kaj povedal vse. Ti špinčič, ne? To so izumetničene stvari, o tem je treba razmišljati. Kadar si top. Samo škaj, meni ta stvar, kakorkoli že, sicer je bila super, zdaj le ne rabim več. Evo ga, dobro jutro. Razturen k sračje gnezdo, ne? Ampak imam rad, veš, jaz si bom lase dolge pustil, a vi imate te, kaj se, veš, tu ni maska, ne? To je bodi tak, kot si, greš k frizerčku, spedenčko, frizurčko, da si bolj hud, čeprav v bistvu si noter gnil. Folk je bil noter gnil, zloben, pokvarjen,
počel je stvari za svojo lastno potrebe in lastno zabavo. To je najbolj noro pri celi stvari in to je ta glavni virus in ta narcizem, ki se mora zbrisati do leta 2025, torej še 3 leta bomo šli mi skozi neko proceduro tega čiščenja. Zdaj, jaz sem se 20 let ukvarjal sam s sabo. Zdaj, nek narcis, ki je do zdaj naredil nič na sebi, ne bo jutri se odprl kot lotusov cvet. Drži. In še bodo boleče stvari, vendar v ozadju se pripravlja z Gesaro in White Hat imajo vse pod kontrolo, se pripravlja lepši svet, novi svet, v bistvu je že ready, samo odprt ga še treba, s tem, da je treba najprej predstaviti, kaj smo sploh živeli v gamati hudičevi, zdaj kraljica je riknila, zdaj ta Charles, je pa že povabljen na sodišče za 1. novembra, da bo tam mal on povedal, kako je s temi zločini nad človeštvom, ki sta jih zganjala seveda tudi njegova mama in oče, Betka Lizardova in Filip, a ne? Kolonialnosti brez primerene gravžne, mislim, aleluja. 70 let je bila ta Lizard Beta, ta glavna, na prestolu. 70 let, Parka Špinčič, 70 let vladavine, pa ona je bila kar kraljica, po mojem, kar pol sveta je imela čez, pa Vatikan, ne, tam so se malo menjavali, dok ni riknil, do takrat je tiščal svojo agendo, pustimo stati, skratka, tribunali šibajo, zdaj tudi na tem pogrebu smo jaz nisem uspel čisto vsega videti, ampak ja, so imeli maske, ne, do tle. A veš masko gor, pa tle vidiš, da nešto ne velja, tle. In zakaj niso naredili te maske do tle dol, pa majčko čez pa ne vidiš? To so naredili White Hati zaradi tega, da vidite, da vidimo, da gre za parado. Črka Q se je pojavila na parih točkah, med drugim tudi v odsevu na krsti. V bistvu vojaki, ki so marinci, ki so vlekli to kraljico, to trugo, so bili formirani v formo, če se pogledal z vrha, v obliku zvonca. Zvonc nam ponazarja where we go one, we go all. Zvonček bo zapel pesem svobode. Zvonček, ne zvonik din don, ampak zvonček cin cin. Tako da iz pogreba so že stvari vidne za tiste, ki imajo oči, da vidijo in ušesa, da slišijo. To smo večkrat bili deležni teh stavkov, tako da je treba imeti odprte oči tudi do svoje lastne podobe, a ne? In v drugi sferi bomo mogli mi narcisom pomagati, kazati ta ogledala, biti ogledalo njim, tako kot so drugi ljudje vam ogledalo, ker na dušnem nivoju pravzaprav se vse dogaja na tak način, da mi rastemo, da mi smo boljši. In vse, kar se nam zgodi na ključ, obvezno se nam zgodi, nam je pripeljano, da bi mi spoznali nekaj. Ker vsak človek in vsak dogodek v našem življenju je z namenom, da bomo mi boljši, da bomo našli lekcijo, jo sprejeli in se jo naučili. Niso vse lekcije boleče. Je pa super, če jih zaznamo, prepoznamo in na osnovi tega živimo. Zdaj, kar vas intrigira, se pravi, kar vas trigne, no, kaj če reči, kar vas dela nemirne, to je še zmeri vaša lekcija. Se pravi, in boli toliko časa ali pa vas triga toliko časa, dokler vi lekcije ne opravite. Ko je lekcija opravljena, je naslednji level, ne. Najprej lekcija, pa razmišljanje teoretično o tem, najprej dobiš klofuto, pa malo razmišljaš, kako že. Glih kontra ka šola, ne, najprej imaš učenje, pa pol imaš izpit, tle imaš pa najprej v dušnem svetu, imaš pa najprej izpit, pa pol študiraš kaj pa zakaj. Ampak super, temu se reče kontemplacija, jaz temu rečem, to je kontemplacija, kjer ti neko dobiš informacijo, ne si bo o sebi ali o čemerkoli, dobiš informacijo, dam primer, bom naredil omarico, ćemo narediti omarico tukaj, ali bi jo tle, kakšno, takšno, material imamo tak in tak, kakšne imamo šrafe, čakaj, imam žago tako ali tako ali tako, imam kotne spojke,
Ok, in zdaj omarico rabimo, ki je bo, koliko približno velika, pa greš ti malo nina nana. In ti malo skontempliraš, malo ti pride misel, daš na omarico, kako pa kaj. In čez noč se to spaca, jaz ne vem, ste bili kdaj pozorni. Komad poznate za zihar. To se reče kontemplacija, da ti še o tem študiraš malo. In zjutraj se marsikatera ideja rodi, za katero niste rešitev, no? Za katero vi v štartu niste vedeli, ne? In se omarica rodi. Isto je z lekcijami, isto je z dogodki, isto je s situacijami. Kontemplacija, ja. Razčiščevanje pa ne. Ker ne morete razčistiti ničesar, dok ne razčiščujeta oba. Razčiščevanje med obema je smiselno, kadar želita oba najti sredino. Vendar, če hočete oba najti sredino, morata oba nekje popustiti, pa želeti si sredine. Življenje naše je vezano na sredino. Yin-yang ima sredino, malo temno, malo belo, malo vijugamo v življenju, levo, desno, malo gore, malo dole. Ampak ideja pa je, da smo mi v balansu. Bicikl ima balanco in smo v balansu in mi znamo. In če smo primer, pademo, če se pa vozimo, se pa da vijugati v balansu in se da tudi čist poravnati špuro. Bolj, ko si hiter, bolj lahko špuro držiš, bolj, ko greš počas, bolj vijugaš. Mi želimo zlato sredino, na sredini dobrega in slabega. Preveč dobrega, zdaj bo pa tako izgledalo, da v življenju morajo biti slabe stvari. Ne, ampak ni catch, da smo mi tekmovalni, kdo je prvi, kdo je drugi, je brez veze. Se pravi, nogometno društvo proti nogometnemu društvu, to oni so najboljši, oni so pa v tem trenutku najslabši, a ne? Tudi temno in belo. Ni fora v tem, da igramo nogomet radi in luštno se imamo in po končani tekmi se gremo poveseliti, ker smo super se igrali. Življenje je igra, ne pa tekma. Življenje je iskanje zlate sredine, ne pa pozicije številka 1. Življenje je biti znotraj igre kreativen, znotraj igre ustvariti nekaj. Predstavljate si, kaj je hobi. Hobit. Jaz sem v hobit hiški. Hobi je pa tisto, kar delate vi radi, iz sebe, brez profita. Ne? Ampak ti greš v delavnico tam, ne vem, jaz sem imel delavnic kar nekaj, kada sem jih imel 50. Eno lesarsko sem imel, tako da sem šel lahko noter kaj z lesom, pa so bile tudi žage za železo, seveda. Pa sem imel pa eno pa bolj električarsko, pa smo tako malo spajkali, pa kaj razšraufali, pa kaj se šraufali, pa tam kaj svetil, pa kaj se vrtel, pa kaj počeli, pa kakšno varovalko smo odbili z mulci, ki so bili mulci. Tako da tam noter greš in se igraš in pol rata lučka. Ne moš verjeti, in tista lučka je najjača lučka. Mislim, ni naredil osram take lučke, kot jo ti narediš, ker jo narediš zase pa džabe je. Mislim, pa iz smeti si jo naredil, iz nekih odpadkov. Z nekoga so bili odpadek, zate so bili gradben material. Ne? Tako da iz tega naslova je hobi. Hobi. Kadar delaš res rad, delaš s srcem in delaš s hitrostjo tvojo. To je tisto, kar jaz vam razlagam. Imejte se radi, opravljajte stvari, ki jih opravljate radi. Probajte, da vaš hobi postane tudi, bom rekel, tako bi morali, ne? Da je hobi tisti, ki prinaša konec koncu ta neka materialna zadoščenja, ki jih moramo kupovati. Čeprav tudi to je balalajka, kabal, da moramo vse kupiti, pa ne se čim prej pokvari, da spet kupimo in kupi in ne ustvarja in ne popravi. Pa ko sem glih tle, so vprašali starejši par, vesela srečno sta živela v partnerski zvezi, starejša, in jih vprašajo, kako pa to sta vidva tako srečno preživela, oziroma živita še vedno to tako dolgo obdobje. In pravi možakar, veste, mi smo še iz tiste dobe, kjer smo stvari, ki so se pokvarile, popravili, ne pa zamenjali. Evo, tako je tudi za odnose velja to, a ne? Da je kakšna stvar, ki se pokvari, je treba popraviti. Znati.
Ne? Zdaj pa tle na vrsto pride pa malo iznajdljivosti, kaj imam po materialu, kaj imam po znanju. Meni se tle prav na tej lokaciji, ker sem to odlično pride prav, ker je milijardo stvari za popraviti. So že nastavljene, ampak so tako na pol narejene. Ne vse, ampak veliko njih, tako da je kamorkoli se obrneš je biznis, ne. Mislim, da boš kaj iz krampov, najprej moraš kramp popraviti, ker je pač se razsušil, ker je štil farderban, ker je nek narcis, ker tolku, pa kar pa je počen. Pa ga moraš dati ven, pa zalimati, pa popraviti, pa namočiti, da prime pot, pa udri, brate. Sam ne po štilu tolč, ne. Moraš s krampom v kamen, mislim, z uno špico, ne z lesom, tolsk. Jaz imam še ful stvari za povedati. 1. november sem povedal. Prvi korak v naših življenjih napredovanje je, ko mi začnemo v ta ogledala gledati in reči, ok, this is also me, tudi to sem jaz, nekaj bo treba narediti, nekaj bo treba narediti. In najtežji korak je ta, ko si rečeš, zdajle bom pa jaz to naredil. In to je odločitev. Torej, odločitev je najtežji korak, ne samo pri samorazvoju, ampak tudi, če moraš iti na hrib. Jaz recimo nisem glih hribolazec, pa v bistvu ne rad grem se ful matrat svoje telo, ne. Ampak kljub vsemu veš, da je super, da boš gor, da boš lep razgled ujel, da bo super za telo, da bo fino in fajn, da boš med kakšno gobo vmes najdel in sploh bo super. In se je najtežji se odločiti. In pravijo, ti, ki si v gojzarjih, si že na polovici poti. Torej, ko si se odločil, obuješ gojzarje, od tam pa gre. Tudi pol v bistvu pozabiš vse, ker zdaj pa poti nazaj več ni, mislim. Je, ne, valjda se lahko sezuješ, ampak če si se jih obul, boš najbrž prišel tudi do vrh hriba. Enako je z našimi življenji, ker sam prvi korak, treba pa je se odločiti. Ampak pazi, ni odločitev nekaj, kar vi ne sprejemate na dnevni bazi. Jaz sem se oblekel tole majčko, zakaj že? Ker sem se jaz tako odločil. Jaz sem imel to na glavi, zakaj? Ker sem se jaz tako odločil. Jaz sem si dal to stvar dol, zakaj? Ker sem se jaz tako odločil. Ne zaradi tega, ker mi je nekdo rekel. Ne zaradi tega, ker se mi zdi, da je prav, ali pa nekaj ni prav. Jaz sem vam dal to muziko, pa jo nisem prej poslušal, zato ker sem se jaz tako odločil, da bom na blef vam pritisnil neko, kaj je to že za stil, Paru Stiller, Caro Emerald, pa še sem vam dal, ne vem, koliko slište, bom pol preveril. Pač taka, bom rekel, 20 z pridihi novih ritmov. Tako sem se odločil. Jaz sem video start stisnil točno takrat, ker sem se tako odločil. Se pravi, odločitve mi sprejemamo na dnevni bazi milijonkrat. Ampak najpomembnejše odločitve pa žal prepuščamo drugim, oziroma tam, kjer bi se pa res morali odločiti, da se bomo spremenili v boljše ljudi, tistega se pa ne upamo odločiti. Kdaj se bomo? Mene ful hecno, ker rečem, kako si, kaj pa to, ja, sej bo, pa to, sej kako, no, tkaj, ja, veš kaj, imam še eno dramo, ma sam bom, še to rešim, pa bom. Še, odločiti se je treba, hop, but v vodo, majco dol, but v vodo, čof na glavo v življenje, prepusti se toku življenja. Zato jaz verjamem, se treba marsikaj pustiti za sabo, ampak sprejeti odločitev, pa grem, pol, ne, pa kar greš, pa za tabo ostajajo stvari, ki so nepomembne. Odhajaš tja, kjer ti želiš in kamor ti želiš, in tam, kamor želiš, moraš pa ti sprejeti odločitve. Sprejemati odločitve je pa zelo težko. Če bi vsi bili sposobni sprejemati odločitve, potem bi bili vsi direktori. Ker direktor ipak mora sprejeti neke odločitve, a ne? In ljudje niso želeli sprejeti odločitev, so kar raje, dej, bom jaz kar zaposlen, se ne bom nič odločitve sprejemal, ne? Ja, pa je tvoje življenje žal vodeno na osnovi odločitev drugih ljudi. In če nimate vi, kak sem si lepo napisal, pa jaz bom to takoj vam najdel. Čakaj, se opravičujem. Vse opravičujem, moram da najti album, prej sem, evo, že imam. Drugi imajo moč nad tabo,
Zato, ker ti nimaš moči nad sabo. Tok simpel je. In odločitve sprejemajo drugi, namesto da bi jih sprejemali vi. Stvar čist simpel. Zato, da sprejmeš odločitev, pa rabiš neko mero poguma. Drži? Drži. Ja, tudi pogum rabiš, da pogledaš v ogledalo. Ne? Tudi pogum rabiš, da pogledaš v sonce. Tudi pogum rabiš, da se javno izpostaviš. Tudi pogum rabiš za marsikaj. Ampak pa sej, pogum je nujno potreben. Sej pa to smo mi gradili 6000 let. 14-letna deklica predstavlja našo dušo, nekje tako se naše duše obnašajo. Niso pa imele poguma, da bi se zoperstavile barabam lažnivim, ki so delovali narcistično. Mi smo na osnovi odločitev pravzaprav njim dajali energijo, ker oni nam energijo niso direktno vzeli. Mi se sem nismo odločili, da bi rekli stari, daj nas seri, daj pober se. Mi te odločitve pa poguma nismo imeli, da bi rekli ljudem, dej nekloba sej prazno slamo, pa se mi, ali se skalibrira, ali se pa pobere. Mi ne znamo tako reči. Sam bo treba. Ker smo mi tisti, ki smo se odločili, da želimo mir. A zdaj bo pa on nemir. Ne. Če se ti odločil za nemir, sorry, dragi moj. Jaz želim imeti mir, hočem imeti mir in bom imel mir. In sem se glih kar odločil, da vstanem in grem, a ja, sva pa pri meni doma, oprosti, ven otle. Ja, kako zdaj ven? Ja, ne more ven, pizda. V tem kontekstu bo treba biti kar, ali se pa spremeni, dobrodošel, ampak ne na tak način. Enkrat stvari v obnašanju boste opazili, boste primorani opaziti, mislim, za ljudi, ki imajo oči, da vidijo in ušesa, da slišijo, bodo opazili vse, boste, slej ka prej. Vsi bomo prišli kaj. Treba imeti pa malo vere v to. Ljudje pravijo, ja, pa kaj, drugo mnenje, Turčič, ne bo tako, ne bo white hat pa Q pa zlata doba, to bo vse drek. Ja. Hvala lepa za ta drek, pesimističen. Jaz sem optimističen in verjamem v lep svet. Pa bom zdaj že kratko rekel, jaz sem prepričan, zdaj pred nami, zame se že odvija lep svet, ker ga tako vidim, take imam špegle na sebi, oziroma špeglu sploh nimam več. Skozi špegle smo videli nekaj, zdaj pa so nam dali ta neka glasses na očnike, na očalnike. Dol jih je treba dati za pogled v sonce in za pogled v realno situacijo sveta okrog sebe in v sebe. Zdaj, v ogledalih boste zagledali zagotovo tudi svoje, bom rekel, temne plati, nič hudega, ki jih date na svetlobo, izginejo. Roka je tako je temna, a vidiš, če pa kontra obrneš, je pa svetla. In ki je zdaj una tema, ni jo več. Tako da dajte na ta način srečal se boš samim sabo. Poznate to? You must die a little. Naj umre vse, kar je slabega v vas, tisto ogledalu, podoba, naj umre. To ne umre, no, se oprosti. Umret more ego. Ne, se pravi, realna slika v ogledalu naj se pokaže, vendar naj umre maska, ki jo še devate na sebe, tiste kose pokrivamo z maskami, ki nam niso všeč na nas samih. Ne? Tako da te stvari mogoče res nemogoče, vem, da bolijo, vse se boste zjokali, vse solze čistijo, solze spucajo vse, voda očisti vse, slana voda je ta solzica. Pa kar stisnite. Pol pa pridejo une solze sreče, milosti, hvaležnosti. Jaz sem danes že spustil solzo sreče. Sem par takih mailov prebral, krasnih, namenjenih meni. Življenje se polepša, kadar začnete lepo v njega gledati, lepo v njega dajati in ga čuvati kot svojega lastnega otroka. Pa se je čist simpel, ni filozofija. Kekac je imel rad sebe in vse okrog sebe. Ja, dajte vi tudi tako, pa je bil pogumen, pa je bil iskren, pa je bil navihan, pa je bil ne vem kaj. 6000 let smo se borili, da smo našo dušo prebildali do te točke, kjer moramo postaviti. Tukaj je pa moj vrt in v mojem vrtu skrbim jaz za svoje cvetlice in svoj mir.
v vrtu lahko posadiš krasne rastline ali pa plevel, je pa treba te, no, če so v našem vrtu dušnem, so misli, so semena, a ne, in kakšne boš ti vzgojil rastline, je pa seveda tvoja stvar. Eni gojijo radi koprive, eni pa imajo radi dobre stvari. Tako da čuvajte svoj vrt, posadite prave stvari, pozitivne misli natroste, pozitiven pogled dajte. Vsaka stvar ima rešitev, vedno, vsaka. In če vam nekdo reče, da se to ne da, naredite to 2-krat, pa še narežite se zraven. A je prav? Želim vam prečudovit dan in nasploh vse, kar je pred nami, ker ljudje bi nekateri meni rekli, radi dopovedali. Jaz pravim, življenje je lepo, pa oni bi radi meni dopovedali, ne pa ni, Turšič, ne pa ni. Rečite jim, ja pa je, zame je. Sonček sem dobil, zdaj grem pa še po eno kavico. Ta čas se bo video naložil in z veseljem bom nadaljeval s projektom, ki ga imam, ki prihaja do vas v jutrišnjem dnevu, imam spet novosti, ne, mislim, dio mio, zlata doba je že tukaj, v tej smeri. Držite se, uživajte, čau, čau.